Živijo in dobrodošli spet v nov vlog. Tale vlog, čisto na začetku moram povedati, da je mačken zmeden, je all over the place, ne povezane so stvari med sabo, ničke nisem pojasnila, kaj se dogaja, ampak to je zaradi tega, ker ful nisem imela energije ta mesec vlogat neki ful, ampak sem pač vse naredila neke bits and pieces of my life. Na koncu tega videa imam par stvari za povedati, tako da, če te zanima, kako jepam, skipe čist do konca in natančnej do tele minute in poslušaj, kako jaz jepam. Zdaj pa uživaj v tem, kaj sem delala v mesecu marcu. Kaj je? Zgejam. Wow. Na pravo. Pri teji sem. Ne, mislim, to ni moj haus. Ne, ja, pri teji doma smo. Doma ima to marelo in... 57 stolov za vse moje prijatelje. Zato jaz nimam tega stola. Šel ga brezmela, smet dala. Ne imaš tukaj. A ga še imaš zdaj? Ja, imam ga, sem pač imel ful na foto. Prijem pa pogled kavč. Prednjem. Ja. Nimaš pospravljeno? Ja, Marcel mora pospraviti na domu. No, zdaj malo, kad napišeš, da jaz prijem pogled kavč, si ga mora pospraviti. Ja, evo, že kličem. Ja, evo ga. Ja, pa se jaz spremenil lipstik. Samo vse gre tek na isto barvo, Ja. vidiš? Ja, če je na pH. Bile smo v DM-u in smo Vse pH probali. vse probali, tako da jaz sem novo šminko. Kje si ti? A ja, na šit si šel nazaj. 4 minute. To je en šrauf. Kaj rihtata? Kaj rihtata? Mini. Ja, to vem, ja. Kaj rihtata mojemu Harryju? Serije? Harryju? Ne, Bluetooth bomo vgradili. Če boš. Če bo šlo, upamo, da bo šlo. Če ne, pa bomo JBL uporabljali. Ker smo trenutno imeli tale Janov zvočnik. Jan, najlepša hvala, da imaš ta zvočnik, da ga lahko jaz uporabljam v avtu zdaj. Prazno baterijo ima, ker je užgan. Kaj še tu barvnik? To je samo dodik. Kam si pa dal zdaj budilkico? A, tu je. Glej, budilka, to bomo zdaj dali na polico doma, da nas budi vsako jutro. A ne? Toto je budilka. To izgleda tako neka bomba, I swear. Ja! Flik. Spodaj je TND, zgoraj odštevaš, neki kabli so tam zraven. Imagine to na letališče najseš. Bombastično. Dobro jutro. Ni jutro. Ura je 11. Danes z mami gremo v Merkur, da nakupim par stvari za naš balkonček, ki sem ga zdaj spucala. A bo? Okay. Pa v knjižnico še gremo, po moje, eno knjigo vrniti, pa si eno novo sposoditi, ker jaz trenutno toliko brzinsko berem, da ni več normalno. In zabavno bo, ker gremo z Harryjem. Ja, prepasati se moram. Evo ga. Sem prebrala do konca, tako da bo v knjigah, oziroma best of marc. Let's go. Pa na malco še gremo. Let's go. Tole smo rastline. Mislim bomo, a ne? Ja. Da bo balkonček lep. Tu so jagodke, pa vrtnice, pa ta drevo. Zdaj pa moramo poiskati še eno mizico za na balkon. Zdaj sem prišla domov. Ignorirajte, to je tu za cote sušiti. Kupili smo par rožic, pa vzela sem še tole mizo, da jo lahko imam zunaj na balkonu, tako da to bom zdaj lepo sestavila. Kaj je ta štrik? Sestavljanje, ja. Sem mislila, da je to stekleno, ni železno, je. Ne, ni stekleno, je. Sam da je na črno pobarvano. Fancy šmancy. Vzravno si še navodila, ampak jaz po moja lahko to več sestavim brez navodila. Aha, ta štrikec je bilo tole darilce, ki so šraufi noter. In zdaj veselo na delo. Drugač, tale mizica iz Momaxa, tokrat ni iz Ikeje. Iz vsake trgovine nekaj. Ne, rabim navodila, tole je. Kako pa veš, kjeri šraufi so, kjeri? Kam prej ta štanga? Ta štanga prej tukaj. V glavnem zrihtana sem balkon in zdaj berem tole knjigo, ki je tek najbolj butasta knjiga ever. Ampak, včasih si v knjižnici sposodim kaj, ker sem tek, what the hell, v glavnem. Spucala sem balkon, zelo je cute, bom zdaj pokazala. In imam par novih rastlin, pa Luna je zdaj tu na balkonu, da vam pokažem. Evo jo, Luniča. To je moje novo drevo, vrtnice, boje vrtnice. Kar so pa jagodke. Luna. Bo mi zaratala, ful mi je cool. Dejansko. Je ful fajn miza. Moje avtke snimali, tako da imamo tukaj Jana in Jurija, ker imamo 3 avte. Imamo BMW X3, BMW 320, pa moj Mini. Kaj? Koga bi nucali prema bilo ime, ko bi zapisal Abrams. Zakaj? To je bila J.J. Abrams. V glavnem, zdaj smo tukaj, da se ona dva tule prebegstata zaradi tega, ker bo Juri, pa ne to nobeno povedati,
Si del v GPK, zato da bo snimal. Security reason, zaprta cesta, teda vse je v redu. Ja, vse je legalno, vse je v redu. Harry je pripravljen, da bo zelo malo nastopal pred kamero. Juri je tudi skoraj že pripravljen. A to lahko damo dolg? Ja. Ne, čakaj. Prvo moraš dati dol. Prvo moraš dati Prvo moraš dati dol. Ok, je? Evo ga. Ok. Jan, dedo. Dobro, nisi previsok človek. Ok. What the fuck? Evo ti Presežem spoiler. en vlog ne more videti svoje ljubezni, ne. Mi dva gremo jutro v Trst. A hočeš iti zraven, greš na date? Imam Zumbo celo. Kaj je bolj pomembno, Zumba? I mean, Zumba. Zumba je kar fajn, ne? 12 Zumba je kar fajn. punc v pajkicah. Ne premaga. Ajde, gremo. Še smo lepe šupce gor, sicer si jih ne uvidela, ampak... Pijačo sem se usedla. Fuk je, no. Ja, nič, malo fotkamo Kajo, to te izgleda. Varnost je na prvem mestu. Zdaj smo tule v največji turist trap od Trsta, v mojo najljubšo kavarnico, ker pač, če si že tu, moraš si pač prvoščiti. Of course. In danes smo zelo primerno oblečena, zelo smo golobi nas napadajo. Cute. Kak tržaški, vse je prav tržaško. Trški. Air Force, Ja. ker ti je polno. Zdaj smo dobila moj Shirley Temple, pa Jan je naročil cappuccino. That's so cute. Daj moj cappuccino, ti naša čokoladico, jaz pa vam sendvičke. My Johnny. Hello, bird. Niso te golobi ful taki, ne vem, everyone hates them, ampak koliko so oni naredili za človeštvo. Le kak je bog, še fucking čiguni ima zadnje na krilu. A da. I reached for my car. A dobra kava. Yes, Yes. tako vsaka kava. Dobar. Tourist. Če je tourist trap. Tourist. Tourist trap. Tourist trap v glavnem. Tam je bila še v Sephori, jaz sem v bistvu kupila sam tole, pa en eyeliner, pa neki pa lip liner. Zdaj pa gremo mi počasi nazaj proti Sloveniji, pa ustavila se bomo v Burger Kingu na avtocesti. Ja, mislim, smo iti na suši, ampak so vsi italijanski Ja. suši, ko me odprejo ob koliko? 16:30? Ja, 6. Moja naredila tako, da pač imajo zajtrk, kosilo, večerjo in ne bomo čakala. Ja, tega gremo zdaj do Harryja. In gremo. Ampak Trst je amazing, Trst je naš. Pa gremo v Burger King. Can I ride the cows? Ja. Is that a chicken? Ne, look at all them chickens. What the fuck happened to this one? Mislim, da je brezuha ostala. Castrated. Castrated. Oh look, it's a horse. Horse? Gremo v Burger King, ker pač zdaj v Velenju imamo suši. Burger Kinga pa nimamo, te da gremo tu. Kaj? Ja, umazano kamero imam. Umazano kamero imam. Dobrodošli. pečinka s pridugo. Burger Kings. Kaj? To je še iz COVID sajtov, da je toliko placeno. Ja, ja. Touch. Touch. Za tukaj plant-based veg. Ščančina. Hell yeah. Whopper. Double Whopper. Triple Whopper. Whopper. Double Whopper. Triple Whopper. Whopper Junior Cheese. Lahko da meni feedback glede avta. Mal pa je bolj naporno voziti tole na dolgo razdaljo. Ker sem kar zmatrana. Tek z BMW-jem ful ne. Se mi zdi, da lahko cel dan vozim z njem, pa nisem tek zmatrana. Tole me je pa kor. Jaz se da smo vozili. Jaz kao Ninja sem prej vozil pol ure. Ja. Pa mi ni bilo tako slabo, ampak zdaj ti si ga pa opeljala, zdaj Ja, za tete moje 5 kilometrov, ki jih delam vsak dan, je vrhunski. Sam za tole dolgo pa takoj, ko je malo hrib, gre 80. In pač težko prepele nazaj na 130, če ni breg za navzdol. A reči pa cute, no. Danes sicer nisem imela ful priložnosti, da bi dala streho dol. Danes smo imela sicer odprto, pač šibe da. Zdaj da bomo mogla še enkrat priti, ne. Smo rekla, da bomo hodila enkrat na mesec, ker premalo hodimo. Ja, res je. In tako Slovenca smo ratali, meni to ni všeč. Jan je prelačen, da bi zdaj govoril. Ja, jaz tudi, sam jaz pa lahko govorim. Že čakamo celo večnost za te burgerje. Res je, nekaj dolgo traja. This is food part of this. Če koliko sem naročil, zdaj bom prav pogledal. A,
That's us. Kako si šmeksina? A še razložil, zakaj imaš danes kravato gor? Ne, zaradi tega, ker če greš v Italijo, se mi zdi, da je to edini place, kjer dejansko ne izvijaš overdress, če ste komičen. Correct. Ja, in pač nič grem za jesti. A boš še meni? Yes. Fanto. Kaj to refill prodaš? Da Ja. lahko piješ ko hočeš? ja. Holy hell. Ja. V glavnem, meni so taki enodnevni izletki tak best thing ever in res jih pogrešam. Tak. Hvala. Tukaj imam pa moje chili cheese balls, ki jih obožujem. Sama danes niso imeli majoneze, tako da imam česnovo lopom. Garlic. Danes se ne bomo ljubčkali. To je tvoj, pa to so Big Fry, ki da se zboji. This was a mistake. Zakaj? Ne vem. Ti so vroči as fuck, moram malo zunaj pustiti. Imam pa jaz long chicken. Burger King je 100 boljši kot McDonald's. KFC, Burger King, McDonald's. I said what I said. Dober tek. McDonald's ima fries. Oba. To ti barbecue sauce bi tebi bil nostalgičen v okusu. Taka. Ker ima on pa okus ko takim motorističnim gume. Približno bi. Uf. Zelo je smoky. Tiny. Ajde da vidimo taste-wise proti McDonald'su. Punega manj tasty. Nimajo tak strong taste, ni takega kontrasta. Bolj je, kot da bi cedovito zrečo z punega preč vode. Kar nekaj si ti, kar nekaj. Dober tek, no. Mi smo danes spet v Ljubljani, ker spet snemamo za Hisense in mama mi bo pomagala. Tukaj smo. To je studio in noter imamo 2 TV-ja za pokazati, ker da to bo zanimivo. Je pa danes, mami, kako se pa želiš kot profesionalni pomočnik? Profesionalno. Nič ni pašana, ampak To še ne res. za jez dobiš mogoče. To sem že. Nama je ratal, če bojo kakšni bloopersi, jih bom zdaj dala noter, ker smo se imeli zelo fajn. Zdaj moja mamič to že obvlada, zdaj smo že dvakrat tukaj, tako da poznamo že sistem, vemo, kje si TV. Zdaj sem še čakam, da jaz enega dobim. Prav nimam placa, da se bajati za tak TV, ampak... Oh, what? Avto je bil včelen. A zga ti včelila? No, anyway. Zdaj pa gremo v BTC, ker grem jaz nakupiti nove hlače. To se more povedati, ne mi drugi povejo. Glavno rabim fulenih novih hlač, da gremo v Primark. Pa je že supermarket, treba še ti kam iti? A barve za las gremo kupiti. Šminka looking weird, ampak taka zelo 90s je. Gremo. Veš, kaj bom zdaj naredila? Veter v laseh. Veter v laseh, ja. Sonce v bučkah. Sonce v bučo. Sem na sončno kremo zraven. Tu je. Ono za špricati, ne ono za mazati. Tudi ja. Je pa spodaj, mislim, da vidim, kako to deluje. Če bi znam. Ja, hvala. Ne moram, ko imam nohte. Dej. Kako ni? Oh, fuck. Te pa je ni, sorry, pa sem jo to malo vrla. Sorry, znači gremo. Wow. Wow. Na, še drugo. Gremo. Dobiti jih noter je malo lažje, kot jih dobiti jih ven. Ker je... No, ona pa ni. Tako, pa imaš ravča. Ono, ASMR. Ne moraš na koncu reči, no, Ne, to. Come on, Roach. Zdaj pa gremo jepat. Danes je 23. marc in danes imam PMS, tako da mogoče sem zaradi tega malo bolj low energy, zaradi tega, ker nekje sem prebrala kao, da ko gremo ženske čez PMS, se nam v enem dnevu hormoni toliko spremenijo, kakor da bi se moški postaral za 40 let ali nekaj takega. And that's crazy in zaradi tega nija neki full energije. Ampak vseeno ta vlog pač ni bil neki full zanimiv, tako da sem se odločila, da bom pač za na konc vloga mačken govorila. Potem začeti z spremembami na mojem YouTube kanalu, ker ne bom nehala snemat. To definitivno ni pač zdaj I'm quitting YouTube, whatever. To definitivno ne, ker YouTube me še zmeraj full veseli. Je pa definitivno malo sprememba zaradi tega, ker na YouTubeu ne bom več delala haulov in pa make-up tutorialov in teh stvari. Zaradi tega, ker se mi zdi, da te stvari full bolj performajo na TikToku, ki je malo bolj monetized pri meni, kakor pa YouTube. Dejansko na YouTubeu že par let, po moje nisem imela nekega konkretnega sponzorja in zato nima smisla, da bi neki full devala v to. Let's be real, dejansko je bil na začetku YouTube moja najbolj profitable platforma. Pač
Vem, da je ful vulgarno govoriti o tem, ampak vseeno bom tako rekla, da recimo en 10-minutni video je lahko stal tudi 1000 evrov, tako sem jaz zaslužila z enim videom, zdaj pa noben več se ne zanima za to in se bolj zanimajo za TikToke in za Reele, ki pa so predvsej bolj poceni za njih. Tja devam več energije, kakor pa v to, ker tukaj pač sponzorjev enostavno ni več. Je pa res, da to pomeni, da je majčken več sponzoriranih objav na drugih platformah, medtem ko na YouTubeu tega najverjetneje ne bo nikoli več. Bi rada, da je to moj malo bolj private space, tako pa je bil v bistvu na začetku. In zaradi tega bom tukaj gor na YouTube bom dejansko uploadala samo še tiste stvari, ki mene najbolj veselijo in to bojo ostali vlogi, tako je bil tale. Sicer pač naslednje hočem narediti majčken bolj strukturirane, pa majčken bolj pač, da imajo nek smisel, ker tle je bil bolj slab, ampak jaz dejansko gledam pač svoje stare vloge za nazaj, meni je to the best in zato bi rada nadaljevala s tem. Drugi videi, ki bojo ostali, bojo definitivno moji best of, ker sem ful ponosna na to, ker bo zdaj že 4. in moj seznam pridno raste in meni je to ful dobro gledati in poslušati in videti, kaj sem kaj gledala, spremljala v različnih mesecih in da dejansko imamo na koncu leta pač nek orang tier list. Pa tretji tip video, ko bojo ostali oziroma, ki se bojo vrnili na moj kanal, bojo pa gaming videi, zaradi tega, ker sem zadnjič gledala en moj star video, ki sem igrala Ghost of Tsushima, ki mi je bil tok amazing in ful pogrešam to delati. Vem, da tisti videi niso dobili toliko vaših ogledov, pol tistih ogledov so od mene. Jaz ful rada gledam svoje stare gaming videe, ki so mi zabavni. Tako da, zato bom začela to malo bolj delati, ampak ja, pač to pomeni, da se ne bom več fokusirala na hole in na make-up. Če hočete gledati hole in make-up, pejte na moj TikTok ali pa na Instagram, ker je to malo bolj content za tam. S tem, da tudi to je, da pač moj YouTube kanal je monetized, jaz z njim služim in dejansko se mi bolj splača delati daljši content, s katerim malo več zaslužim, kakor pa da pumpam ven neke kratke stvari, ki mi ne prinesejo toliko zaslužka. Tako da vse te stvari so pa malo bolj long content in to je win-win for me. Definitivno ne bom imela neke full strukture, kdaj bojo kjer videi prihajali ven, zaradi tega, ker sem kind of tired of that. Pač bolj moram se fokusirati na to, da je TikTok pa Reeli so moja služba, YouTube je pa samo hobi in zato ne bo to professional, kar je bilo do zdaj. Kar se tiče urnika, vse ostalo pač ne bom zdaj spustila kvalitete zaradi tega. Čeprav mogoče za ta video sem. I will try not to from this point on. Zdaj pa gremo na drugo temo, ker sem prej omenila hole. Zdaj hole v glavnem delam na TikTok in zdaj sem jih naredila že par in ta zadnji haul je bil o mojih novih hlačah. Zakaj govorim o tem? Je zaradi tega, ker dejstvo je, da ta haul sem posnela zato, ker sem mogla kupiti nove hlače, zaradi tega, ker sem dobila par kil, ker nisem več stara 20 in zdaj sem stara 28 in ne skrbim za svoje telo neki ful, pač ne telovadim, ne vem. I'm just not that kind of person. In dejstvo je, da je bilo treba celotno omaro malo zamejati, malo večje stvari kupiti. Bom pa rekla, da sem bila v tistem haulu zelo previdna s tem, kaj govorim o tem, kljub temu, da pač komentarji, kar se tiče moje teže, niso lepi. Jaz za sebe ne bi nikoli rekla, da sem debela, ker nisem. Sem sam rabila novo številko hlač. Pač nočem uporabljati teh negativnih besed okrog tega, ker enostavno ni negativno. Pač, če bi jaz pričakovala sama od sebe, da bom zmer izgledala kakor neka 20-letnica, to ful ne bi bilo zdravo za mene, pač jaz ful sprejemam spremembe, sploh pač pri sebi in pač nisem več stara 20, tako da me to čisto nič ne moti in nočem, da ima to kakršenkoli nek negativen efekt na karkoli. Realno, zakaj pač sem mogla kupiti večjo številko hlač, je zaradi tega, ker se ne sekiram s temi stvarmi. Nimam neki ful urejene prehrane, jaz dejansko pač ne obsesiram s kalorijami, ne jem neki ful preveč zdravo. Zdaj sem sicer spremenila, da Monsterje pijem sam še za vikend, kar je big for me, ampak vsejem pač spremembe grejo počasi in tudi kar se tiče ostale prehrane, pač počasi zamenjujem za mečkam bolj zdrave stvari. Pač enostavno nisem bila nikoli človek, ki bi to delal in I guess that's why, Kar se pa tiče telovadbe pa tega, zadnjič sva z Janom probala iti v fitness in tole bo zdaj zelo real talk. To je bilo meni tok neprijetno. Šla smo v en fitness v Velenju in jaz sem sicer hodila v fitness na Bledu, pač parkrat smo šli in na Bledu je bil tak fitness, da si bil v bistvu neki
neki random bajti, kjer je bila vsaka mašina v svoji sobi in si bil bolj kot ne sam tam noter. In je bilo pač, ne vem, meni je bil tak private vibe, ta fitness v Velenju je bil pa res pač malo bolj odprt in polno folka je bilo, tek tisti dan je bila res full gužva. In jaz sem basically imela tek napad panike po moje, ker pač I don't work out in full, nekje sem tudi to prebrala, da kao ljudje, ki imajo anksioznost pa pač težave s tem, so dejansko simptomi anksioznosti pa tega, da workoutaš so full podobni in te hitro lahko potegne v full pač, da ti ni prijetno in da tega nočeš delati and that's what happened to me in zato pač ne maram telovaditi, kar je mogoče sam izgovor, ampak to je pač moje mnenje, I guess, ne vem in enostavno nisem človek, ki bi full telovadil. Doma delam mal joge, mal pilatesa, mal just dance, whatever, glih toliko, da pač se malo zmigam in whatever. Rada bi sicer malo na sprehode začela hoditi, zdaj, ko bo malo lepše vreme. Ampak ja, pač to ni nikoli bil neki ful moj cilj in nočem, da se me kadarkoli primerja z nekom, ki dejansko pač hodi v fitness in ima natrenirano telo, ker s tem ni čist nič narobe. Ljudje imajo amazing telesa, ampak tudi s tem, ki nisi natreniran, ni nič narobe. Ne vem, zakaj je ta fitness kultura to kratala mainstream. Pač meni ni. Jaz velikrat tam na kauču sedim pa knjigo berem, kakor da grem v fitness. Veliko folka pa pač v lifeu preberejo maksimalno 3 knjige, medtem ko sem jaz v enem mesecu prebrala jih 5. Tako da pač nismo vsi isti. So, nič narobe s tem. Zdaj pa, to je full dober segue v mojo tretjo temo, ki je dejansko pač te odnosi med nekom, ki ustvarja content in nekom, ki gleda ta content. Ker se mi zdi, da čez vsak video moraš reči, to je sam moje mnenje. Dan si res tako, da moraš prvih 15 minut videa moraš razlagati, to je moje mnenje, jaz tega nobemu ne tišim, da morate vi isto delati, ampak tako jaz mislim in če se ne strinjate s tem, je to pač vaša izkušnja, medtem ko moja izkušnja je drugačna. In to mi gre ful na živce zaradi tega, ker sem ful v tem razmišljanju. Kljub temu, da sem jaz 8 let nazaj, I guess, ne vem koliko je bilo, sem delala une videe, ne vem, prvem seksu, o Me Too, kao, whatever je bilo tisto, o toksičnih odnosih, o vseh teh stvareh sem pač ful govorila. Takrat se mi je nekako verjel, čeprav sem pač takrat stara 20, medtem ko zdaj sem pa 28, pa sem pač že čez ogromno enih stvari šla. Zdaj pa suddenly, jaz nimam več prav, moje mnenje nima, pač je narobe in bla bla bla. Jaz razumem, da se od ljudi na internetu pričakuje, da so neki they never make mistakes, they're not real people, dejansko morajo biti nek, ne vem, razsvetljeni in ne vem kaj vse. Ne, pač jaz sem pri 20 delila svoje mnenje tako, kako je bilo, ker še nisem imela izkušenj. In zdaj lahko povem neko čist drugo mnenje, mogoče se popolnoma nič ne strinjam več s tistim, kar sem govorila takrat, ampak moje mnenje je še zmer valid, ker se ljudje spreminjajo. Ker zmer se najdejo neki taki komentarji, pa ne bom zdaj neki ful konkretno šla v kire komentarje, ki so bili v preteklosti, ampak eden je bil pred kratkim, ki mi je bil santek kaj? In to je bil ta komentar na TikToku, ker sem jaz v holu rekla, da jaz ne maram in ne nosim kavbojk. Po je bil pa spodaj screenshot od ene punce, ki je obkrožila dejstvo, da jaz na tistem istem videu nosim kavbojke. Se je zraven napisala no hate, but still, še zmer ne rada nosim kavbojke, čeprav sem jih imela na videu gor. Včasih sem tek, ne vem, ne znam niti razložiti vseh teh stvari, ker včasih se nekaj ujamem eno tako razmišljanje in govorjenje, kjer sem pol tek, ok, ne, actually vse, kar sem zdaj povedala, never mind, mogoče ni res, mogoče brez veze, mogoče sploh nič nima smisla, ker in the end, moje mnenje je, da dejansko nič nima smisla, ampak mogoče to govorim zato, ko imam PMS trenutno in sem pissed off. A še to, glede mojega kontenta, jaz definitivno vem, da ko bom začela redno objavljati gaming pa te stvari, se bo definitivno kdo najdel, ko bo spet povedal, da sem stara skoraj 30 in da je čas, da odrastem in da ne vem kaj. In moje mnenje je, da jaz hočem delati content, ki ga lahko gleda kdorkoli. Da ga lahko gleda nekdo, ki je v srednji šoli, nekdo, ki je na faksu, nekdo, ki je child free, nekdo, ki ima otroke, nekdo, ki je v penziji, I don't know. Vse tiste, ki boste gledali moje videe, nas povezuje to, da imamo radi filme pa gaming, ali pa knjige pa vse te stvari. In nočem v to upeljati nekih real life stvari, nekega družinskega kontenta, pa se nekaj spreminjati zaradi tega, ker bi kao to mogla narediti pri svojih letih. Also, v zadnjem cajtu sem dobila
toliko enih komentarjev glede tega, da še nimam otrok, da sem prav tak, are you fucking insane? Tak, stara sem 28 in v zadnjem mesecu sem po moje 4-krat slišala, da sem prestara, da bi pač že mogla imeti otroke in sem sam tak, what? Are you fucking kidding me? To je zdaj full personal tema, ne bom šla preveč v to zaradi tega, ker se nočem ukvarjati s tem, ampak sam tak bom rekla, tudi če bi jaz imela otroke, sem že večkrat povedala, da vi tega sploh ne bi vedeli. To bo tako private stvar, da ne bo nikjer. Žal mi je. Pač res, meni je to tako objavljati otroke in family content in ne vem kaj vse. Pač jaz bom priznala, sem spremljala full enga folka in ko so prešaltali na family content s svojimi otroci, sem jih nehala followati, ker pač I don't find that interesting. I'm sorry. A je to narobe, da rečem? I don't know. Sam pač, to je moje mnenje. Če se ne strinjate, it's whatever. Tudi kar se tiče poroke, nima neki full planov, da bom, ne vem, full veliko govorila o tem na YouTubeu, da bom naredila nek priprave na poroko in zaradi tega, ker se mi zdi, da je to tudi ena od takih malo bolj private stvari. Pa vem, da v preteklosti sem pokazala vse na internetu, pač simply sem si premislila. Simply hočem imeti malo privacyja, simply hočem imeti malo stvari bolj za sebe. Edin, kar vam lahko povem o poroki, je to, da bom mehna, da obleko že imam, ker je od moje mami, ne bom je kupila nove, pa tudi najela je ne bom. Frizuro si jo naredila sama, make-up si jo naredila sama in to je basically vse, kar vem. Pač ne bo neki full huge. Jaz se full opravičujem, jaz nisem človek, ki bi to delal. Tak, dobim anxiety, ker sploh moram karkoli razmišljati o tem. Tak, zadnjo sem brala eno knjigo, ker je ena bila komplet Bridezilla in je vse planirala in da moram jaz razmišljati o fucking barvi vrtičkov na poroki. Raj, crknem, please don't do this to me. Res ne. To je to. To je vse, kar sem hotela reči. Ne vem, jaz sam hočem imeti nek svoj space in ne vem, kaj še naj rečem, v glavnem. Jaz sam hočem snemati pa svoje realno življenje, ne da delam nek reality show, pa da ne vem, neki performam za vas. To nikoli ni bil point tega YouTube kanala in nikoli verjetno ne bo. Zdaj sem pa že malo preveč japala, tako da zdaj bom počas zaključila. V glavnem, hvala, da ste gledali tale vlog, čeprav je malo bolj zmeden. Zdaj pa grem jaz lepo se uleč nazaj na kavč, pa grem knjigo brat, ker cele dneve sam berem knjige, obožujem, love it. Mogoče kakšne igre ste danes špilala še. Lajkajte tale video, subscribite se dol spodi in komentirajte lizard emoji, zaradi tega, ker je bil Hoppers eden najboljših Pixarjevih filmov, ko sem jih jaz v zadnjem cajtu videla. It's amazing, pejte ga gledati. Cineplex ni sponzoriral tega videa, ampak ko se ena greste v Cineplex gledati Hoppers. Pa tudi v slovenščini, by the way, ok, sam še to. Dejansko je v slovenščini fucking amazing, zaradi tega, ker je isti voice actor, kot je bil Strela McQueen. No idea who the guy is, nimam pojma, kako mu ime, ampak je fucking amazing, zaradi tega, ker he knows what he's doing, zna malo bolj normalno govoriti and I love it. Pejte gledati Hoppers, oziroma skokci so v slovenščini. V glavnem, to je to za video. Jesus. To je to za video. Lajkite, to sem že povedala. Lepo se imejte in veliko se smejte, pa se vidimo, ko se vidimo. To je to. Ciao.